Zasebna knjigarna Libris v Kopru uspešno posluje že 3 desetletja. Preživela je različna nenaklonjena obdobja, med drugim dolgoletno obdobje recesije in obdobje koronavirusa. Direktorica knjigarne Ingrid Celestina, sicer tudi predsednica Društva slovenskih knjigotržcev in prejemnica številnih priznanj za to področje svojega delovanja, glavne razloge za uspeh vidi v prilagodljivosti in veliki ljubezni do knjig. Več pa v nadaljevanju. Z Ingrid Celestina se bom pogovarjala Tina Kozin. Spoštovana gospa Ingrid Celestina, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Gospa Ingrid Celestina se nam tokrat javlja iz koprskega studia. Govorili bova, kot povedano v napovedi, o založbi in knjigarni Libris, ki je primer dobre prakse pri nas, ena izmed redkih knjigarn tudi, ki so se ohranile in celo več kot to, delujejo uspešno. Gospa Ingrid Celestina, še enkrat pozdravljeni in bi kar začeli najin pogovor. Ja, lepo pozdravljeni. Torej, začetki založbe in knjigarne Libris so povezani s knjigarno Partizanska knjiga in časi, ko so se knjige pri nas prodajale in ko so tudi izhajale v danes domala nepredstavljivih številkah. Mi morda lahko za začetek poveste kaj več o teh začetkih, iz katerih se je nato razvila danes že skoraj 30-letna tradicija. Ja, to so bili časi res zanosa. Časi, ko, tako kot ste lepo povedala, so knjige izhajale v številkah, ki jih danes lahko samo sanjamo. Začetki so povezani seveda z mojo mamo, z Avnika Lojzijo, legendarno knjigarko, ki še danes, ko se približuje 80-ih, vsak dan pride v knjigarno in brska med policami in ponuja knjige. Ne predstavljamo si več, da tako kot mama je v Tomusu, delala je v Tomusu kot akviziterka in je med malico prodajala knjige, razstavila po mizi. To so bili časi, ko so ljudje mislili, da je knjiga res pomembna in da z njo mogoče kupujejo tudi vstopnico v boljše življenje svojim otrokom. Spomnimo se knjig Pisani živalski svet, Matjaževe knjižnice, knjig seveda z partizansko tematiko, kajti izhajala iz partizanske knjige, ki je imela knjigarno in seveda tudi založbo. In ker je mama tako dobro knjige prodajala, so se v matični založbi odločili, da bi odprli predstavništvo partizanske knjige v Kopru in seveda, ker je še vedno dobro prodajala, so se odločili za knjigarno in res kasneje v 90-ih letih, ko se je začelo malo gospodarstvo prestrukturirati in je pač založba Partizanska knjiga, kasneje Park, šla v zaton, se je odločila pri 50-ih, da odpre svojo knjigarno in svoje podjetje. Tako da to je bil takšen začetek. Moram reči pa, da so bile knjige vedno povezane z nami, z mojo družino. Z mamo sva hodile na sejme, spomnim se tudi na tekme v motokrosu, sva prodajale knjige, 1. maj na Socerbu, res povsod in delala je tako, kot dela danes, tako kot se dela, če ima svojo knjigarno in svoje podjetje. In založba in knjigarna sta prestali tudi za slovensko knjigo zelo razburkane, težke čase, med drugim tudi dolgoletno obdobje recesije, ki je uradno trajala nekako od leta 2008 do leta 2015. Kot sem že povedala, so številne knjigarne celo v prestolnici prenehale s svojim delovanjem. O tem bova kaj rekli še v nadaljevanju. Zdaj bi vas najprej vprašala, kateri so bili, če se tako ozrete nazaj, za Libris v teh 3 desetletjih najpomembnejši mejniki. Morda to, da smo se odločili in kupili svoje prostore v neposredni bližini knjigarne, ki jo imamo v najemu. Občinski prostori so to, kupili smo svoje, v njih uredili skladišče in pa seveda nepogrešljiv antikvariat. Morda odločitev za založniško pot, morda tudi to, da presegamo
bomo rekli, meje običajne knjigarne, običajne prodajalne s knjigami, da smo se odločili za organizacijo številnih kulturnih prireditev, da pripravljamo, da smo tudi sprejeli en evropski projekt in predvsem pa izjemna prilagodljivost, ki v vsakem, naj rečem, še tako v razburkanih časih, naj si bojo to obdobje gospodarske recesije, obdobje zdravstvene krize, vedno prilagodljivost. Se pravi, da skušaš v vsakem trenutku najti način, kako preživeti, kako najti načine in poti do kupcev knjig in ljubiteljev knjig. To je verjetno tudi že odgovor na vprašanje, kako vam je uspelo preživeti v Kopru, ki je manjši od Ljubljane, v kateri pa se je, kot rečeno, poslovilo že res veliko dobrih knjigarn in tudi založb. Ja, ko ste mi dali smernice za ta najin pogovor, sem res razmišljala o tem vprašanju, ki ste ga sedaj naslovila name. Mogoče je pa prednost, da nisi v Ljubljani. Predvsem zaradi stanja duha se mi zdi velikokrat, ko srečujem. Se mi zdi, da dosti lažje, mogoče je v nekem trenutku in na neki točki to težje. Vendar, če je težko, se moraš sam boriti, moraš najti načine, da to svojo ustvarjalnost, svojo željo izražaš na vse mogoče načine in mogoče je zato lažje. Nisem prepričana, v nekem trenutku se mi zdi, da bi bilo v Ljubljani lažje, mogoče v takem centru, mogoče tudi v kakšnem trgovskem centru, ko gre veliko ljudi mimo, vendar je pa to, o čemer pa pri nas vedno znova govorimo in kar poudarjamo, ta osebna vpetost in vpletenost v okolje, osebna navezanost na ljudi, ki prihajajo v našo knjigarno, na ljudi, ki mogoče samo telefonirajo in te povprašujejo. In se mi zdi, da če vzpostaviš kakšen takšen oseben stik, je v manjšem kraju morda to malce lažje kot v večjem. Knjigarna in seveda založba, tudi Libris, obe sta se zelo zdili z okoljem, rekla bi, da kar dihata slovensko Istro, tudi k temu se vrneva. Morda bi samo še tule se malo ustavila. Pogosto opažam, da je zanimanje za literarne prireditve v manjših krajih večje, kot je zanimanje zanje v prestolnici. Kako je s tem v Kopru in okolici? Jaz mislim, da je zanimanje, ne vem, tudi o tem sem razmišljala, morda bi takole zastavila. Mi ne delamo prireditev samo zato, da jih delamo. Vedno, ko me recimo založba nagovori za kakšno prireditev, pride k nam morda avtor ali pa sama začutim, da bi bilo lepo, če bi avtorja in njegovo delo predstavljali, vedno pomislim to, komu je to namenjeno. In takrat ugotovim, moram reči, čisto vsaka prireditev je smiselna. Vendar pri nekaterih, zato da bo zagotovil publiko, obiskovalce, se moraš bolj potruditi, pri drugih manj. Ni dovolj, da samo objaviš, da je prireditev in da vabiš ljudi na prireditev, ampak moraš tukaj kot organizator seveda poskrbeti za to, da vest in glas o tej prireditvi pride do tistih ljudi, ki bi jih prireditev zanimala. Recimo izjemna naklonjenost je našim prireditvam na podeželju. Pripravljamo Librisove poletne narečne večere, ker se zbere tudi 200-300 ljudi. To se mi zdi, vedno znova nagovarjamo pač, tako kot ste povedala, smo izjemno dobro vpeti v lokalno okolje in vemo, koga nagovarjati, ker ljudje nam zaupajo. Predvsem to je pomembno, da nam zaupajo, da včasih se mi zdi, da če pripravimo prireditev, pridejo kar vedo, sploh na podeželju, da bo spet lepo, da se bodo imeli lepo, da bodo spoznali nekaj novega, izvedeli nekaj novega in morda nam je to tudi lažje. Pa seveda tudi zaradi te naše kilometrine, teh naših izkušenj, ki jih bogatimo in ki nas spremljajo skozi vse prireditve. No, eno izmed poslanstev Librisa je, da ohranja knjigo kot pomembno vrednoto družbe. Včasih si tega nismo niti predstavljali, da bo to potrebno, ker je bila knjiga sama po sebi dojeta kot vrednota in je bila kot taka sprejeta nekako samoumevno. Vemo pa, da so se časi bistveno spremenili. Kako vi opozarjate na to, da je knjiga vrednota in na kakšen način poskušate ljudem približati knjige
branje, pa predvsem tudi nakupovanje knjig. Ja, na vse možne načine. Ne vem, česa si nismo še izmislili v teh letih obstoja. Seveda z veseljem vedno znova radi nagovarjamo otroke, mlade, kajti zdi se mi, da ravno oni so tisti, ki bodo poskrbeli za prihodnost slovenske knjige. Recimo ena taka zanimivost, anekdota, da že pred desetletjema so nam na Ministrstvu za kulturo zavrnili subvencioniranje nekega projekta z besedami, češ da naše delovanje presega dejavnost knjigarn. In to, da vedno znova presegamo dejavnost knjigarn, da se, bomo rekli, naša knjigarna je kulturna institucija in da skušamo res tudi na takšne bolj zabavne načine, kot sem omenila že tudi s prireditvami, predstavami za otroke, nagovarjati kar najširšo publiko. Knjiga kot vrednota. Knjiga, zato ker imamo antikvariat, vem, da veliko ljudi še vedno pojmuje knjigo kot vrednoto. Ko recimo pride starejša gospa in prinese dve stari knjigi, stari skoraj 200 let in reče, to je dediščina mojega očeta in ker vem, da vam knjige nekaj pomenijo, sem vam jih prinesla. Pa čeprav jih boste morda dali samo v izložbo, vendar vem, da ne bodo romale v smeti. In tudi v okviru našega antikvariata dnevno dobivamo knjige, ki ne romajo v smeti, zaradi tega, ker ljudje čutijo, da je to vrednota. Zakaj pa knjiga ni vrednota? Morda zato, ker so taki časi, ker mogoče tudi nastane knjige. Zavedamo se, da vedno se bije ta bitka med knjigo, kaj je knjiga. Ali je res čisto običajno tržno blago. Vendar jaz zagovarjam to, da če nekaj ne nastane z, recimo kot običajen produkt z analizami trga, kako se bo prodajala, komu bomo prodajali, potem je nemogoče zahtevati od tega izdelka, ko pride na trg, da prevzame vse te značilnosti nekega tržnega blaga. In tukaj je ta bitka, ki jo skušamo tudi mi vedno znova bitne, da prodamo dovolj knjig, da se obdržimo in hkrati, da uresničujemo to naše poslanstvo, zakaj so knjige pomembne in da jih je vredno širiti med ljudi in da je vredno tudi ustvarjati domačo knjižnico. Omenili ste antikvariat, zato se bom zdaj malo prehitela. Kot založniki in knjigarnarji, prav recimo s pomočjo tudi antikvariata, spremljate zdaj knjige od njihovih samih zasnutkov do starosti ali celo njihovega konca, če lahko tako rečem. Kako sami gledate na to celo pot? Je bilo to namensko, se je razvilo spotoma? Spotoma se je razvilo, ker enostavno, če imaš rad knjige, si ne moreš predstavljati, kaj se z njimi zgodi, ko recimo nekdo, ki je desetletja ustvarjal svojo knjižnico, potem umre. In zapusti to svojo knjižnico ljudem, ki jih zaradi takšnega ali drugačnega razloga, tudi zaradi prostorskega, knjig pač ne more obdržati. In takrat pridejo na vrsto antikvariati, tudi preprodajalci, tudi vemo, da danes se knjige res dobijo na vsakem koraku. Tudi mimo knjigobežnice v tem smislu opravljajo pomembno vlogo, ker knjige morajo priti med ljudi in morajo, jaz rečem, vsaka knjiga najde svojega bralca in vsak bralec ali vsak človek lahko najde knjigo, ki mu je všeč. Naj si bo to novejšega datuma ali pa starejšega. In priznati moram, da so nekatere knjige starejšega datuma izjemno kakovostne. Take knjige, ki jih danes preprosto ne moreš več dobiti. In zato za tiste, ki imamo radi knjige, je to, bom rekla, čisto običajno, da in če smo, ker smo imeli tudi prostor in možnost, da smo potem v okviru naše dejavnosti odprli tudi antikvariat. Večkrat ste že omenili, da je pomembno, da se knjigarna in založba integrirata v prostor in družbo, katere del sta. Zato vas bom zdaj vprašala, kakšne so krajevno pogojene posebnosti vodenja vaše založbe, vaše knjigarne Libris, v kakšni meri in kako recimo prilagajate svoj program okolju slovenske Istre in njene zgodovine, ki ste jima posvetili že tudi nekaj pomembnih publikacij?
Res je, da je prav značilnost naše knjigarne, da smo tako lepo vpeti v okolje in da nas tudi okolje podpira. Bodisi ljudje, ki živijo, ki obiskujejo našo knjigarno, ki obiskujejo naše prireditve, pa tudi občinske, lokalne oblasti, ki nam namenjajo tudi velikokrat sredstva za naše delovanje oziroma za izpeljavo določenih projektov. Ta vpetost, ne vem, tudi to je prišlo nekako naravno in spontano. Meni je zelo žal, da v Sloveniji nimamo več tovrstnih knjigarn, kot je naša. Kajti zdi se mi, da prostor je za take knjigarne, ki bi bile vpete v okolje. Velikokrat se namreč zgodi, da ljudje vedo, da v naši knjigarni dobijo knjige, ki se nanašajo na naše okolje. Avtorji, ki imajo zamisli o knjigah v povezavi z snovno ali nesnovno kulturno dediščino, prihajajo k nam. Sami smo pobudniki nekaterih izdaj, pri nekaterih pa tudi sodelujemo kot so založniki. In velikokrat ljudje rečejo, v vaši knjigarni so pa čisto drugačne knjige, kot so v drugih knjigarnah. In v bistvu to me veseli. To me veseli, kajti mislim, da bi take knjigarne morale obstajati v več prostorih, lokalnih okoljih. In tukaj so seveda lokalne oblasti, ne vem, kako bi temu rekle, tiste na potezi. Kajti tako, kot so nam včasih rekli, da presegamo lokalne okvire, včasih, ko se prijavljaš na neke projekte, pa ti reče, ja, to je pa preveč lokalno, ne. Tako da vedno tudi malo manevriraš med tem. Tako da bi rekla, da prostor za tovrstne knjigarne bi bil, vendar, tako kot sem tudi zasledila v tem predlogu nacionalnega programa za kulturo, se snovalcem tega zdi pomembno, da se ohranja le ena knjigotrška mreža, ta naj bi bila v nacionalnem interesu, vendar izgubljamo potem stik, bomo rekli, z okolji, če bomo uniformirali tudi prodajo v knjigarnah. To pomeni, da bi v bistvu potrebovali mrežo, ki ni samo v nacionalnem interesu, ampak upošteva tudi, bom rekla zdaj, občinske specifike. Zagotovo je to, kajti glejte, izdali smo knjigo Marezige in prepričana sem, da zagotovo nekje, mogoče v Radljah ob Dravi, ne vem, zakaj bi bila tako recimo pomembna ta knjiga za številne ljudi ali pa recimo Padna ali pa knjiga, ki pripoveduje o lokalni zgodovini krajev. Tako da lahko samo lokalno obarvane in založbe in knjigarne posvečajo pozornost temu. In to pa je seveda tudi pomembno. Jaz vedno znova trdim, da vedno moramo mi, če hočemo tudi na, bom rekli, na makroravni, vzpostavljati nove odnose in, bom rekla, kaj spremeniti, mora začeti na svoji mikroravni, se pravi v svojem lokalnem okolju. Kajti le tako, ko se zaveda svojih korenin, ko se zaveda svoje tradicije, lahko suvereno nastopiš potem tudi v nacionalnem prostoru. No, država nudi precejšnjo podporo avtorjem in sami produkciji knjig. Pogosto pa se je izpostavljalo in se še izpostavlja, da zanemarja vidik njihove prodaje, da premalo spodbuja nakupovanje knjig, kar seveda posledično vpliva na celoten komunikacijski krog knjige. Kakšen pa je vaš pogled na to? Slovenska knjiga ne bo mogla obstati samo z izposojo v knjižnicah in samo, če se povečuje podpora knjižnični izposoji, potem mislim, da se bo zmanjševalo število knjig, ne samo število knjig, zmanjševalo se bo število knjig, ki so pomembne za neko, bom rekla tako, za neko državo, za nek narod. Knjige se morajo prodajati, moramo jih imeti v svoji lasti. Zakaj se je to začelo dogajati, da vse bolj ljudje razmišljajo o tem, bomo knjigo si sposodili, bomo čakali v vrsti. Če pogledate po čakalnih vrstah v knjižnicah, boste videli, da za nekatere knjige je tudi 100 čakajočih. In teh 100 ne pride v knjigarno kupiti knjigo.
in potem knjiga bi bila njegova. Meni se zdi to, da ne čutiš potrebe, da imaš nekaj v svoji lasti, nekaj, da je tvoje in nekaj, kar boš ti lahko potem tudi predal nekomu. Včasih tega ne razumem, da ljudje so pripravljeni 50 € ali več dati za prvo berilo, ki jih spominja na otroštvo. Na neko knjigo, prvo, ki so jo prebrali, na knjigo, ki so jo brali skupaj s svojimi starimi starši, ki jim je pomenila pa neko, tako bomo rekli, ugodje, neko mirno, zato pa recimo niso pripravljeni, se jim ne zdi tako pomembno. Tako da mislim, da sploh za celoten človekov razvoj je pomembno, da imaš svojo domačo knjižnico, da imaš nekaj, kar je tvoje, da primeš v roke. Mislim, da je veliko škode temu naredilo, da so naredili učbeniški skladi. Seveda, učbeniški skladi so socialni korektiv in prav je, da pomagamo ljudem, zato da jim lahko priskrbimo knjige, ker so res velik zalogaj. Vendar to, da po koncu knjige moraš vrniti, je pa naredilo škodo temu, da enostavno ne čutiš več, da je knjiga tvoja. Izjemno razvejan knjižničarski sistem, učbeniški skladi, vse to nam daje knjigo samo na posojo. Knjiga ni več, knjigo si sposodiš in jo vrneš. In knjiga ni več tvoja. In to se mi zdi, da delati na tem, da je pomembno, da je knjiga tvoja, da je pomembno, da knjigo večkrat primeš v roko iz takšnih ali drugačnih vzgibov. Nenazadnje tudi zaradi bogatenja besednega zaklada. Zdaj vas bom vprašala še kot založnico, kako pomembno pa je za vas kot manjša založbo, da imate tudi svojo knjigarno? Seveda, naša produkcija je premajhna, da bi recimo lahko preživeli samo z knjigami, ki jih mi izdajamo. Vendar verjamem, da ravno zaradi tega, kar sem že prej tudi omenjala, da pač veliki knjigotrški sistemi morda ne najdejo prostora na policah in se jim zdijo knjige, če niso velike uspešnice, morda jih imajo manj časa na svojih policah. Je to velik problem za veliko založb in zato iščejo tudi druge načine prodaje in dostopa, bomo rekli, da pridejo do kupca. Vsekakor spet se vračamo na to, da bi morali imeti večjo razvejano mrežo knjigarn, ki bi nudila prostor tudi vsem tem manjšim založbam. Jaz lahko rečem, da pri nas res ne delamo razlike med manjšimi in večjimi založbami. Velikokrat, in to je verjetno malo skregano z tržno logiko, niti ne pomislim na to, koliko procentov mi kdo da popusta oziroma koliko rabata, in mi je pomembno samo, kakšna knjiga je, komu jo bom lahko ponudila. Ker se mi zdi, da knjigarna mora imeti zelo, zelo raznovrsten nabor knjig, tako in z najrazličnejših področji in zelo pomembno se mi zdi tudi z področja humanistike. No, s tem sva se že dotaknili vprašanja, kakšna naj bo knjigarna, kako naj nagovarja potencialnega kupca, da se bo ta rad vračal vanjo in ali je to morda povezano samo s knjižnimi naslovi, ki mu jih ponuja, ali vendarle še s čem drugim? Ne, jaz mislim, da je to mešanica vsega. Zelo pomembne so osebnostne lastnosti knjigarjev. Vemo, da ljudje radi prihajajo v prostor, kjer se dobro počutijo, in mislim, da je knjigarna tudi takšen prostor, kjer nudi tudi možnost pogovora. Seveda je pomembno, da tisti, ki delamo v knjigarni, imamo radi ljudi. Jaz osebno imam rada ljudi, rada se družim, kot vidite, tudi rada govorim, tako da sploh nimam težave se zaplesti z ljudmi v pogovor in s pomočjo tega pogovora tudi ugotoviti, kaj jim je všeč. Jaz imam morda z mojimi kolegi, ki vodijo večje sisteme, to prednost, da čeprav vodim, sem direktorica, vendar tudi sama knjige prodajam, sama jih pripravljam, uredniško delo izvajam. Tako da res sem v vseh fazah, bomo rekli, posla s knjigami zraven. In to mi daje, bomo rekli, to potrebno znanje in pa občutek,
da vem, kako ljudem približati knjigo in seveda smo družinsko podjetje, da to seveda me je naučila moja mama, to imam, bom rekla, tako nekje v genijih z možem, to dobro delamo in seveda tudi z zunanjimi izvajalci, zunanjimi sodelavci, z drugimi kolegi znamo uspešno to prenašati. Tako da res se mi zdi ta osebni stik, znanje, knjigarji moramo imeti veliko znanja, kajti ljudje še vedno, čeprav izhaja približno 6000 knjig na leto, še vedno pričakujejo, da bomo poznali vsebino vsake knjige. Tako da to se mi zdi, da je splet in osebnih lastnosti in tega, kar knjižni trg ponuja. Seveda tudi tukaj danes nisem še omenila pomoči založb, vendar tukaj moram reči, da jaz sem vedno za to, da delujemo skupaj, z roko v roki. Knjigarne smo podaljšana roka založb in vsi bomo lahko uspešni samo, če bomo sodelovali. In tu se mi zdi tudi, mogoče v pogovoru nisva še omenili tega, vendar včasih se mi zdi, da namesto, da bi bili, bomo rekli, sodelavci, smo si nasprotniki. Tudi knjigarji in založniki, čeprav smo res v istem kotlu. Omenili ste prilagodljivost, zdaj ste omenili tudi pogovor, poznavanje knjig. Je to tisto več, kar vaša knjigarna ponuja svojim obiskovalcem, tisto, zaradi česar se vas tako pogosto izpostavlja kot primer dobre prakse in zaradi česar ste tako vi kot gospa Lojze Zavnik, vaša mama, ter pa seveda knjigarna sama prejeli več pomembnih priznanj? Ja, mislim, da mi smo tisto več, ne. Naša prilagodljivost, odzivnost in iskreno zavzemanje za knjigo. Ni tukaj, da boš tako, kot sem prej omenila, ko pride stranka, bom ponudila tisto knjigo, ker tam dobim 35-40% rabata, ne. Ne, meni se zdi pomembno, da dobim, da pravo knjigo nekomu ponudim, pa čeprav tako pa reče, za to knjigo pa res mi založba ne da veliko, vendar tisto zadovoljstvo, ki ga pa stranka čuti in ko se vrne, reče, super ste mi svetovali. To potem je tista nagrada za vse tvoje delo. In naj omenim še tukaj, da ravno to nam omogoča, da smo res knjigarji tudi svetovalci, da spet dobivamo to svojo vlogo, bomo rekli, nazaj, tudi z obiskovanjem. Zato smo bili tako žalostni. Jaz osebno res sem bila žalostna in šokirana, ko so nas zaprli, ko smo bili v lockdownu zaprti in ko sem rekla, ne zdi se mi pojmljivo, da ne bom mogla srečati ljudi, se z njimi pogovarjati in to svoje navdušenje predajati naprej. Kako se znajdete kot knjigarka, seveda, med velikim številom naslovov novih knjig, ki izidejo pri nas? Zdaj vas sprašujem v kontekstu tega, kar ste omenili, seveda, da morate poznati knjige, da jih lahko priporočite kupcu. Ja, znajde se, ne. Tako čist pošteno bom povedala. Seveda spremljaš medije. V medijih so pomembne rubrike. Pomembno je, da spremljaš literarne revije, spremljaš tudi novice založnikov, ki nam jih nekateri bolj, nekateri manj vestno pošiljajo. Spremljaš novosti, seveda poznaš tudi avtorje in veš, kakšen stil ima avtor, in veliko prebereš, tudi prebiraš, ne. Konec koncev veliko knjig ima tudi kakšne spremne besede, ko prevzemaš knjigo, si malo jo ogledaš, prebereš kaj, tako da in seveda pomaga si z internetom, z Kobisem, tako da res danes v tej dobi, bomo rekli, informacijske družbe ni težko dobiti informacije o knjigah. Moraš pa seveda kljub temu veliko vedeti. Ko smo omenjali začetke, včasih sem točno vedela, katera knjiga, na kateri polici je. To so bili časi, ko sem vedela, če imamo knjigo na zalogi ali ne. Danes moram pogledati v računalnik in se prepričati o tem. Je pa pomembno tudi to, da si dobro zapomniš, bom rekla, tudi pri naslovnici. Zato so naslovnice tako pomembne, da točno, ko me nekdo vpraša po knjigi,
pred očmi se mi izriše njena naslovnica. Tako da mi je to lažje, ali pa grem poguglat, pa najdem naslovnico, pa potem mi je lažje na polici knjigo najdeti. Res je, da takrat, ko mi pač moje delo narekuje, da sem večinoma v pisarni, grem v knjigarno in če ne drugo se postavim na polico, imamo polico, ker imamo novosti, se postavim na to polico in jemljem knjige v roke in pregledujem, kaj je novega. Tako da res želim biti nenehno v stiku z novimi knjižnimi izdajami. Gospa Ingrid Celestina, se pri svojem delu srečujete, zdaj vas sprašujem spet kot knjigarko, z ljudmi, ki niso vzgojeni v kulturi nakupovanja knjig. In kako nagovoriti nekoga takega? Ja, se mi dogaja to. Jaz sem tudi velika ljubiteljca športnih tekmovanj in navijam tudi in velikokrat se mi zgodi, da jemljem knjigo s sabo in potem na kakšnih odmorih preberem. To me že poznajo moji prijatelji, vedo, nekateri pač pravijo, da je knjiga pasé, tudi v krogu svoji družbi imam take, vendar potem s kakšnim takim dokazom, ko izdamo kakšno knjigo, ki naleti na izjemen odziv, ko recimo res nagovarjamo s takimi pomembnimi kulturnimi prireditvami ali pa ko srečujemo avtorju, vedno znova tudi takim dokazujem, da je pomembno in da so knjige, da morajo biti knjige del nas. In tako kot sem danes že omenila, jaz sem prepričana, da vsaka knjiga najde bralca in da vsak človek lahko vzame v roke knjigo, ki ga bo očarala, ki ga bo, bom rekli, tako omrežila. Ne nazadnje, poglejte, med osnovnošolci, tudi tistimi, ki ne berejo, je izjemno popularna Guinnessova knjiga rekordov. In zame je to, ali pa kakšna knjiga, recimo, ne vem, za športnega navdušenca, mladega nogometaša, knjiga o nogometu, o rokometu, o tem. Res, če poznaš knjige in knjižne naslove in knjižne vsebine, potem lahko vedno znova najdeš pravo knjigo. Tako da knjig je res obilo in zato so pa seveda tukaj, bom rekli, tudi kakšni naši triki, ki so nam jih skozi, bom rekla, te izkušnje, ki so nam jih izkušnje prinesle, da navdušimo za knjigo tudi tiste, ki knjig ne berejo tako radi. In tu moram pa vseeno omeniti, mediji pa delate izjemno veliko uslugo nam, knjigarjem, če o knjigah govorite in če o knjigah pišete in če jih izpostavljate. To pa se mi zdi, da take izpostavitve pa res in včasih, še posebej, če so kakšne take, da doseže recimo zanimanje v javnosti, potem pa pridejo v knjigarno tudi ljudje, ki običajno ne hodijo. Zdaj bi se dotaknili še obdobja korone in spletne prodaje. Najprej bi vas vprašala onstran obdobja korone, ali se vam zdi, da spletne knjigarne lahko nadomestijo klasični tip zidanih knjigarn? Ne, nikakor ne. Seveda to je tako, bom rekla, s klicajem, več klicajev. Nadomestijo lahko prodajo knjig v knjigarnah. Vendar, če mi želimo več, tako kot vedno danes se vrti ta najin pogovor o tem, kaj je več, potem tega ne morejo nadomestiti. Pač ti slišiš o neki knjigi, izveš, prebereš morda vsebino na spletu, kratek povzetek in se odločiš, da boš knjigo kupil. Vendar, ko prideš v knjigarno, morda te knjige ne bi izbral. Če bi zraven videl še eno drugo, ali pa če bi ti knjigar, ko bi se z njim zapletel v pogovor, predstavil, ne, tudi morda še kakšen naslov, bi morda videl, da je tista tvoja izbira, ne, da ni prava, da je morda boljša druga, tista, ki ti jo je knjigar dal. Ne. In v knjigarnah imamo veliko knjig in za tiste, ki želijo izbirati sami knjige, je lepo se sprehoditi po knjigarnah. Vsi vemo, tudi knjiga izbira kupca, ne samo kupec knjige. Tako da te knjiga nagovori, morda lih v tistem trenutku si potreboval določeno knjigo.
poglejte, spletni pogovori in spletne predstavitve vsi smo. V tem času zaprtja naše družbe smo bili vsi veliko na spletu in se udeleževali takšnih in drugačnih pogovorov ali pa izobraževanj. Vendar nisi mogel začutiti tega navdušenja avtorja in odziva ljudi. Tudi za avtorje zagotovo je bilo to, se mi zdi tako kar malce čudno, ne? Kajti ti vedno, ko se srečuješ, in zato se mi zdi, da so pomembne te literarne in kulturne prireditve, ker takrat se res tudi vzpostavlja neka skupnost. Meni je všeč, ko moram omeniti, ne, pisarno UNESCO, ne, in Vodnikovo domačijo, ker so res nas združevali v nekem obdobju, nas združili in s temi sejmi na kavču, ne, in sejmom na kavču in s temi sejmi nekako povezovali in nam dajali upanje v teh zaprtih časih. Vendar je vseeno pomembno in takrat, ko so se knjigarne odprle, spet videti znane obraze, spet videti ljudi, ki so te prišli pozdraviti, kupiti knjigo, te podpreti. To se mi zdi, to je neprecenljivo in za nas knjigarje, jaz se ne znam predstavljati, da bi spet mogli doživeti to zaprtje. Kakšen del prodaje vaše celotne pa predstavlja spletna prodaja knjig? Pri nas ne predstavlja tako veliko, 5%, malo sem šla te podatke gledati, to ni veliko, vendar ker prodajamo, mogoče tako, če bo rekli v prihodku, res 5% samo prodajamo te veliko starih antikvarnih knjig, ki so res po znižani ceni. Moram pa povedati, da se je po tem zelo, zelo povečala prodaja po spletu in vsak dan pošiljamo naokrog po Sloveniji, pa tudi v tujino kar nekaj knjig. Naša knjigarna nikoli ni preživela samo s prodajo knjig v knjigarni. Zelo veliko sodelujemo z knjižnicami, šolami in z drugimi, tako da ponujamo knjige. Še vedno smo aktivni in dejavni in prisotni na najrazličnejših sejmih. Tako da je to tisto, in tukaj spletna prodaja je v bistvu samo še en dodatek, bomo rekli temu, da se nenehno prilagajamo tem našim časom. Gospa Ingrid Celestina, za zaključek sem vas hotela vprašati, kaj je tisto, zaradi česar vztrajate pri knjigah, tudi takrat, ko je to vse prej kot enostavno, ampak ste mi dali že veliko odgovorov na to, katerih povezovalna nit je ljubezen do knjig. Tako da bi vas zdaj mogoče raje vprašala, če bi nam za zaključek povedali kakšno anekdoto, ki se vam je kot knjigarki ali založnici najbolj vtisnila v spomin. Kakšne so vesele, kakšne žalostne. Recimo to, da sem hotela avtorju knjige prodati njegovo knjigo. Jaz sem vedela, da je samo slavist, Silvo Fatur. In ko je prišel v knjigarno, vedela sem, da smo dobili eno slovensko leposlovno književnost. Nisem vedela njegovega imena. Vedela sem samo, da je slavist, ker kupuje vedno knjige z tega področja. In ko je prišel, sem rekla, smo pa dobili eno novo knjigo, eno leposlovno, slavistično, slovenska leposlovna književnost. On je rekel, jaz sem pa njen avtor. Tako da bi še avtorju prodala knjigo. Potem to recimo, da prodajamo knjige z debelimi podplati, ne z debelimi platnicami. Pa recimo to, kar me je užalostilo, recimo tako, ko nekdo reče, za tako debelo knjigo dam v Šparu manj, ne. Recimo, ko je pomembna samo velikost in debelina knjige, ali pa ne vem, kaj bi rajši kupila, ali Nutello svojemu vnuku ali knjigo, ne. Nutello bo mogoče rajši imel knjigo. Tako da vidite, s takimi stvarmi se morate boriti in res lepo, da mi niste zastavila tega zadnjega vprašanja, kajti mislim, da tisti, ki naj jo je poslušal, je videl. Kaj je tisto, kar me tudi v časih, ko ni tako lahko, žene naprej. To je tista knjiga, to je to, da čutim do tega, kar počnem, res strast in kar je veliko razkošje, da lahko počnem to, kar sem, bom rekla, v zgodnjih otroških letih začela v prostem času početi, brati knjige, jih imeti rada in da lahko to združim tudi s poslovnim svetom in svojo službo in preživetjem.
Gospa Ingrid Celestina, res lepa hvala za ta izčrpan in zanimiv pogovor. Želim vam, vaši založbi in knjigarni še veliko uspehov naprej. Spoštovani poslušalci, vam se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Literarna matineja, v kateri smo gostili gospo Ingrid Celestina, direktorico založbe in knjigarne Libris. Z njo sem se pogovarjala, Tina Kozin. Za tehnični del oddaje sta skrbela Miha Klemenčič in Danijel Matič.